Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. V hrastniški občini se je v preteklem letu marsikaj dogajalo, letošnje pa prinaša nove izzive. Kaj se bo dogajalo in kako je bilo v preteklem letu, pa nam bo zaupal župan občine Hrastnik, gospod Marko Funkel. Dobrodošli v studiu televizije ETV. In lep pozdrav vsem skupaj. V decembru ste predstavili 3 večje projekte, ki so zaključeni. Kateri so to in pa kakšna je dejanska uporabna vrednost vseh treh projektov? Ja, največji projekt v preteklem obdobju sigurno je bil urejanje obrtne cone. Gre za projekt v vrednosti slabih 5 milijonov, od česa je 3 milijone 300 evropskih sredstev, ostalo smo pokrili seveda iz občinskega proračuna. Gre za rušenje stare steklarske kolonije, kjer smo podrli preko 100 stanovanj, ki so bila stara več kot 100 let, se pravi tudi že neprimerna nekatera oziroma večini za bivanje, in na tem mestu bo zraslo nekaj novih objektov za industrijo. Naj povem, da tovarna kemičnih izdelkov že nestrpno pričakuje uporabno dovoljenje, ki ga bomo uspeli pridobiti po zaključku gradnje ceste. To smo podpisali 2 dni po zaključku tej del v obrtni coni. Gre za projekt 1,8 milijona Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in v sklopu tega projekta bo seveda cesta mimo steklarne in tovarne kemičnih izdelkov, državna cesta, urejen bo nov pločnik, javna razsvetljava, celotna cesta pa se viša za nekaj centimetrov zaradi poplavnih ukrepov na tem območju, ker potok Boben vemo, da je eden od tistih bolj rizičnih potokov v Zasavju, in na ta način bomo v resnici prišli tudi do urejene državne ceste skozi to območje, in ko bo ta cesta urejena, bo tovarna kemičnih izdelkov začela z gradnjami na tem območju. Prav tako si želimo tudi seveda, da steklarna nadaljuje s svojimi projekti, in sem prepričan, da se bo tudi steklarna iz svojih izzivov, ki so v tem trenutku v naši dolini prisotni zaradi situacije v steklarni, znašla in da pričakujejo boljše čase. Drugi velik projekt je bil zaključek kanalizacije, se pravi, zaključili smo, jaz mislim, da še en lep projekt, ki je na 5 ulicah v Hrastniku prinesel kar nekaj sprememb. Priključili bomo preko 1000 gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje in jaz mislim, da so to dobre stvari in dobri projekti. Pomeniva še energetsko sanacijo zdravstvenega doma? Ja, tudi zdravstveni dom, sicer smo ga že kak mesec prej zaključili, je pridobil novo obleko, ki bo predvsem toplejša. To bi se moralo poznati pri samem ogrevanju, pri cenah. Jaz sem prepričan, da so te energetski projekti, ki jih občina skozi zadnjih, lahko rečem, 15 let vodi korak v pravo smer. Imamo še 2 malo večja projekta na področju energetskih sanacij, za katera pa v letu 2024 začnemo pripravljati projektno dokumentacijo. Naslednje leto pa si res želimo čim hitreje začeti z energetsko sanacijo glasbene šole, ki ima dotrajano streho, in tudi kasneje v letu 2026 z energetsko sanacijo delavskega doma Hrastnik, ki pa bo doživel tudi nekaj manjših gradbenih posegov. Pa se vrniva malce na poslovno obrtno cono. Omenili ste, da ima steklarna Hrastnik kar nekaj težav, s katerimi se sooča, in ali pod pogojem, da pač svojih zavez, ki jih je dala za izgradnjo svojega dela, ne bo uspela uresničiti. Kaj pa v tem primeru? Obstaja plan B? Plan B vedno obstaja, moramo ga imeti, ampak jaz sem prepričan tudi po pogovoru z vodstvom steklarne Hrastnik, da so te težave začasne in da vsi načrti, ki jih imajo za prihodnost v Hrastniku, ostajajo. Obstajajo tudi interes določenih podjetij, da pridejo za zapolnitev te cone, ampak še enkrat mi si želimo in verjamemo, da bo to tu nadaljevala steklarna. Omenili ste že pričetek izgradnje oziroma rekonstrukcije ceste skozi obrtno cono. V letošnjem letu pa naj bi se pričela končno dela na prenovi ceste od Hrastnika proti Zidanemu mostu. Se
iz točke, kjer je bila dana strani države neka zaveza, so se stvari že kaj premaknile? Naj mečkeno popravim vašo trditev. Ministrica je obljubila, da bo do konca leta 2025 se začela gradnja ceste Hrastnik-Zidani most. V letu 2024 je načrtovano zaključek projektne dokumentacije, ki je kar obsežna. Mi smo ravno prejšnji teden z obema poslancema govorili in sem jih prosil, če lahko tudi mečkeno impulza dasta v Ljubljani oziroma pridobimo skupaj informacije, kako se premikajo zadeve. Jaz si iskreno želim, da v letu 2025 začnemo z gradnjo mostu čez Savo ob tovarni Special, se pravi tovarni Steklarne Hrastnik, in na ta način končno premikamo tudi te korake na poti proti Zidanemu mostu. Pa bo izgradnja, oziroma pričetek izgradnje v prihodnjem letu kakorkoli vplival na dogovor o izgradnji hidroelektrarn na srednji Savi? Lahko povem, da sem kot predstavnik 5 občin v eni delovni skupini na ministrstvu in da je izgradnja hidroelektrarn v Zasavju precej oddaljena. Gre za en kup dokumentacije, ki so medsebojno neusklajene, tako da jaz sem prepričan, da je še prehitro, da govorimo o tem, da smo pred izgradnjo hidroelektrarn, in kot sem že večkrat povedal, dokler ne bo cesta Hrastnik-Zidani most vsaj v fazi, dokler mora biti zgrajena, ne samo obljubljena, se o hidroelektrarnah v resnici ne bomo pogovarjali. Energetika, če smo že pri energetiki. Hrastnik je ena izmed redkih slovenskih občin, ki ima glede na velikost in pa na število prebivalcev največje število sončnih elektrarn, ki pokrivajo ne samo javne ustanove, ampak je del energije tudi preusmerjen k fizičnim osebam. Ali je še kaj prostora za umestitev novih podobnih elektrarnih oziroma fotovoltaičnih sistemov? Najprej odgovor je prostor. Lansko leto z novim direktorjem Elektra Zasavje sem pred kratkim opravil pogovor. Naj povem, da so v mesecu decembru tako fizične kot pravne osebe zasule Elektro z vlogami za priključitev na elektrosoglasje novih sončnih elektrarn, kar pomeni, da ne le, da imamo že veliko realiziranih, imamo tudi zelo veliko interesa, da se ta zadeva širi. Seveda tudi Elektro ima na drugi strani obvezo, da širi elektroomrežje tam, kjer interes po priključevanju sončnih elektrarn obstaja. Tako da naj za začetek povabim vse vaše gledalce, da vkolikor bi želeli postaviti sončno elektrarno in vedo, da v tem trenutku to zaradi prešibkega elektroomrežja ni mogoče, da vendarle vlogo oddajo, ker Elektro bo širil elektroomrežje samo tam, kjer bojo viška vlog, kot je trenutno možna kapaciteta. To je zelo pomemben podatek. Bo pa kar nekaj teh vlog pa vendarle tudi odobrenih, in jaz sem prepričan, da ne le Hrastnik, ampak celotno Zasavje z infrastrukturo, ki je ostala po industriji, se pravi, da imamo mogoče tudi kakšno kapaciteto na elektroomrežju viška, bomo to dobro znali izkoristiti. Ne nazadnje, prva skupnostna sončna elektrarna v obliki zadruge je v teh dneh zaživela tudi v Hrastniku, in jaz sem res vesel, ker jaz mislim, da je energetska samooskrba na lokalnem nivoju nekaj, kar nas pelje v dobro prihodnost. Ob tem bi pa dodal, da sem ministra pocukal za rokav in povedal, da pričakujemo, vsaj župani in občani, da bo tudi od velikih energetskih sistemov, ki so nad 1 megavat, to sta zaenkrat v Hrastniku 2 elektrarni, skozi zakon urejeno, da bo država določila, da dobijo občine vsaj nek prispevek za to vrstne sisteme. Mi zaenkrat nimamo podlage, naj povemo, v zakonu za vetrne elektrarne so občine upravičene do 200 tisoč evrov nad 1
megavat. Za hidroelektrarne, termoelektrarne in za nuklearko plačujejo ta podjetja koncesije, medtem ko za sončne elektrarne trenutno občine razen komunalnega prispevka ne morejo pridobiti prav ničesar. Jaz menim, da je potrebno, da se sistemsko uredi in da ali 10% proizvedene energije namenijo lokalni skupnosti po proizvodni ceni, ne po tržni ceni, ne, ali da v obliki koncesije nagradijo tiste občine, ki smo odprte za to, da se na degradiranih območjih postavlja velike sončne elektrarne. Vaš primer zadnje sončne elektrarne je bil dobro sprejet ne samo v Zasavju, temveč tudi v celi Sloveniji in kar nekaj interesa je bilo izkazanega po podobnih projektih širom po naši državi. Ampak gre malce bolj k prijetnim temam. V lanskem letu je prvič zaživel vsezasavski kulinarični festival Zasavski šporhet. Kakšen je bil odziv? Je bil primeren? So se tu občine kaj združile? Jaz bom tako rekel, sodelovanje je bilo v preteklem letu veliko več kot v letih prej in to je vsekakor za pozdraviti. Župani si na tem področju prizadevamo, da bomo v letu 2024 naredili še nekaj korakov, ne le na kulinaričnih prireditvah, temveč tudi drugih. Že danes lahko povem, da bomo občini Hrastnik in občini Trbovlje praznovali nekaj velikih obletnic in da smo se dogovorili tudi z občino Zagorje, da bo to leto upora. In to je nekaj, kar pozdravljamo. Zdaj bomo tudi vse dogodke, ki sledijo v tem letu, uskladili, naredili eno skupno grafično podobo, tako kot je bilo za kulinarične festivale. In jaz sem prepričan, da je to prava smer, da vse kulturne, športne dogodke ter tudi seveda dogodke s potencialom za turizem začnemo usklajevati, kot tudi potem naprej tudi oglaševati. Jaz sem prepričan, da smo kot regija veliko močnejši, kot če nastopamo vsak kot svoja občina. In z župani smo se tudi dogovorili, da bomo večkrat nagovorili ljudi za spoštovani Zasavci, ne spoštovani Hrastničani, Trbovljčani in Zagorjani. Ne smeva pa zanemariti stanovanjske politike. Komunala Hrastnik je v lanskem letu odprodala svoj delež stanovanjskega fonda. Novi lastnik je Spekter, kar naj bi pomenilo v praksi, da se za stanovalce ne bo prav nič spremenilo, vsaj na kratki rok. Kakšna je nadaljna politika izgradnje stanovanj v občini Hrastnik? Ja, najprej povem, da smo po dolgih letih tik pred vselitvijo enega novega bloka, ki je zgrajen s privatnim investitorjem in je namenjen za trg, se pravi za prodajo, in da bo ta investitor še ima nekaj prostih stanovanj, tako da če bi kdo urgentno želel kupiti stanovanje v Hrastniku, je na izjemni lokaciji pod zdravstvenim domom in nad trgovino Špar. Tako da to je ena noviteta. Druga noviteta, mislim, da bomo še v tem mesecu zaključili s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za Resnico in v teh dneh tudi razpisujemo oziroma bomo objavili razpis za projekt za izvedbo, se pravi PZI, za tiste, ki so bolj vešči gradbenih kratic, kar pomeni, da se potem približno čez pol leta zaključi celotno projektiranje Resnice in mi imamo v proračunu predviden že prva izplačila v letošnjem letu, kar pomeni, da bi stroji morali nekje v mesecu oktobru začeti na Resnici za izgradnjo 72 stanovanj. Od tega bo 48 najemniških in 24 lastniških. Jaz sem prepričan, da bo to povzročilo zelo velike premike na trgu nepremičnin v Hrastniku, ne le zaradi izgradnje novih, ampak tudi, ker se bo verjetno veliko obstoječih lastnikov odločilo za prodajo in nakup nove nepremičnine ali pa enako pri najemnikih. Se pravi, nekateri bodo želeli iti v nova stanovanja ali večja stanovanja in bo kar naenkrat večja fluktuacija po vseh stanovanjih v Hrastniku. Tega se veselimo in ne nazadnje tudi ena informacija, ki je do zdaj nismo prav veliko obešali na velik zvon, je, da smo v mesecu septembru po podatkih Sursa vse 4 občine imele več prebivalcev kot pol leta prej. Jaz mislim, da je to pozitiven trend, ki se odraža ne samo na stanovanjski politiki, temveč tudi na, seveda na tem, da Zasavje je privlačno tudi za priseljevanje. Povečano števila stanovanj, kapacitet.
Ali je to kakorkoli povezano z zavezo Ministrstva za solidarno prihodnost, da bodo v x število let zgradili 10.000 novih stanovanj? Je tu kaj sodelovanja s tem ministrstvom? Ja, naj povem, da z ministrstvom redno sodelujemo. Sodelujemo tako s Spektrom, ki je hčerinsko podjetje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, kot z omenjenim skladom. Mi pričakujemo, da bo del teh stanovanj, ki jih bomo gradili, sofinanciran z enim najbolj ugodnih kreditov v zadnjih letih, ki pa je seveda zasluga dokapitalizacije Stanovanjskega sklada in možnosti, da poceni krediti, ki danes niso najbolj samoumevna stvar, zgradimo najemniška stanovanja. Poleg tega pa bo občina Hrastnik v letošnjem letu kandidirala za sredstva na razpisu iz sklada za pravični prehod, ki bo pa namenjen, če se ne motim, izgradnji novega podjetniškega inkubatorja. Kdaj pričakujete razpis in pa koliko sredstev naj bi bilo temu namenjenih? Razpis je že zaključen. Mi smo se 15. januarja tega leta na razpis že prijavili za podjetniški inkubator. Vrednost projekta je dober milijon. Od tega pričakujemo 600.000 evrov iz sklada za pravičen prehod. Podjetniški inkubator je nekaj, kar si v Hrastniku iskreno želimo. Veliko deležnikov je ugotovilo, da rabimo eno stičišče ne samo za inkubirance, temveč tudi za obstoječe podjetnike, ker na ta način bomo res širili in znanje in ideje in mogoče v prihodnje razvili kaj res velikega. Želimo si, da bi bil to center podjetništva in znanja, ker brez znanja je vse skupaj izrazito težko kakorkoli štartati in na evropske razpise, kot tudi seveda na rast same proizvodne ali pa na razvoj novih idej. Poleg tega pa seveda ne smemo pozabiti, Hrastnik se bo prijavil, tako kot občina Trbovlje, na drug razpis, to je razpis za opremljanje obrtnih con. Občina Zagorje je tu že zaprla prvi del projekta, mi pa čakamo po odločbi, ki jo pričakujemo nekje do konca meseca februarja z inkubator, da bomo ta razpis dočakali nekje meseca marca. Tu se pa ureja obrtna cona Rudnik za komunalno infrastrukturo, gre za stare rudniške objekte, ki bodo dobili kanalizacijo, vodovod, urejanje meteorne vode, dostope, telekomunikacije in bo celotno območje od Mlakarjevega stanovanja pa do tržnice oziroma zdajšnje delavske hranilnice tudi komunalno opremljeno in pripravljeno na nove izzive. Podjetniški inkubator bo umeščen kje? Ravno na tem območju obrtne cone Rudnik, gre za staro kompresorsko postajo, 464 kvadratov bo merila površina novih prostorov, ki jih bomo pripravili za ta namen. Pa vendarle, a ni to nekako v nasprotju z delovanjem festivala Kamerad, ki pa ima dejansko glavno dejavnost prav v tej kompresorski postaji? Drži, Kamerad bo še vedno gostoval v kompresorski postaji, tudi celoten inkubator se bo imenoval Compress House, se pravi ohranjamo ime, ohranjamo tudi veliko podobe tega prostora in ne nazadnje v tem prostoru bo imela tudi sedež recimo energetska zadruga Zeleni Hrastnik, kjer želimo v bistvu ohranjati ne samo kulturno dediščino, temveč nadaljevati na trajnostnem razvoju celotnega območja. Jaz mislim, da to je v skladu z festivalom delavskega filma, ker želimo ustvarjati pogoje za 21. stoletje in naj povem, da bi bil ta inkubator tudi verjetno eden najbolj zelenih v državi, imel bo svojo lastno sončno elektrarno, ki bo zagotavljala tako ogrevanje kot električno energijo, tudi padavinsko vodo bomo zajemali in naredili dvojne napeljave, zato da bomo čim manj vode porabili na tem območju in celotna obrtna cona bi imela željo, da nekje v 4 letih postane popolnoma brez odpadkov. Se pravi, da je bila to obrtna cona Zero Waste, vsekakor pa inkubator bo Zero Waste. Z Krcem si tudi prizadevamo, da bi bila notri kavarna in v tej kavarni naj bi bili le izdelki iz Zasavja, mogoče kakšen izdelek iz Slovenije, da ne bomo ravno edina kavarna brez kave. Pa za zaključek, pred kratkim je bil ustanovljen nov klub županov,
ki nimajo neke politične stranke v ozadju, se pravi Klub neodvisnih županov Slovenije. Vi ste prevzeli predsedovanje tega kluba. Kaj dejansko to pomeni za Zasavje? Ali je to kakšna dodana vrednost delovanja samostojnih županov ali je to mogoče samo še en izmed klubov? Ja, najprej popravim, ime smo si dali združenje, gre pa v resnici za neke vrste klub županov, kot ga poznajo tudi v političnih strankah. V Sloveniji že poznamo klub županov SLS, SD, SDS ter Nova Slovenija, medtem ko 136 županov ni sodelovalo v strankarskih klubih, ker seveda nismo člani tovrstnih strank. Naj povem, da je v klubu v ožji ekipi deluje tudi župan Zagorja, in da smo v klub, v širšo ekipo povabili tudi župana Laškega in Celja, in da to pomeni neke stalne stike za župani iz naše širše in ožje okolice. Tudi župan Šmartnega pri Litiji je pridružen član tega kluba in jaz sem prepričan, da to povezovanje med župani lahko prinese za Zasavje le dobre stvari. Imeli bomo majčkeno večjo vlogo tudi na državnem nivoju in veste, kako je, bolj kot si prisoten na nekih krogih v Ljubljani, lažje se je dogovoriti tudi dobre stvari za Zasavje. Jaz sem prepričan, da je povezovanje stvar prihodnosti, tako kot smo zadružno povezali ljudi, tako kot se zdaj župani povezujemo, je prav in zelo dobrodošlo, da se ljudje čim več povezujemo in ustvarjamo velike zgodbe. Gospod župan, najlepša hvala za vse vaše izčrpne odgovore in pa hvala, ker ste se odzvali vabilo. Hvala tudi vam in en lep preostanek januarja in začetek kulturnega februarja vsem gledalcem in gledalkam ETV-ja. Drage gledalke, dragi gledalci, vam pa hvala za pozornost in pa nasvidenje v naslednji oddaji Župan pred mikrofonom.